Na Poljskem se je sklenilo reprezentančno leto članic, ki je prineslo kar nekaj nepozabnih in zgodovinskih trenutkov. 2 zmagi in 1 remi skupiček ni zadostoval slovenskim mladinkam za napredovanje v elitno skupino, s čimer bi imele v pomladnem delu kvalifikacij priložnost, da se uvrstijo na evropsko prvenstvo. Tako ostajajo v Ligi B. Pripravili smo obsežen pogovor z vratarko Rado Melmedek Sivo Kocjan. V Ligi prvakov je igrala pri 16 letih in prišla med 32 najboljših. Letos z rumenosrčnimi upa, da soigralkami spiše nepozabno klubsko sezono. Začeli bomo v Severni Makedoniji. Spet priti tja, kjer smo že bili, a redko kdaj se obdržali več kot pol leta. V Ligo A kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu. Slovenske mladinke so po uvrstitev v višji rang odpotovale v Severno Makedonijo. Najprej je bil na sporedu obračun z Azerbajdžanom, sanjski začetek za Slovenke. Ko še nismo vstopili v drugo minuto, je Zoja Šrot izvajala kot. Žoga je poletela na drugo vratnico, kjer je bila pripravljena Omerza za hitro vodstvo Slovenije. Hitro po 30 minuti je igralka Murenona dobila globinsko podajo. Pritekla je pred nasprotno vratarko, ki je uspela posredovati, a se je na odbiti žogi najhitreje znašla Prelovšek ter poskrbela za novo veselje Slovenije. Naše so bile boljši nasprotniki in rezultat bi bil lahko še višji, vendar po vnovičnem prihodu na igrišče po odmoru se mreži nista več tresli. S 3 točkami v žepu so Slovenke samozavestno v drugem krogu igrale proti Gruziji, ki bi morala leta 2020 organizirati zaključni turnir Evropskega prvenstva, vendar je tekmovanje zaradi pandemije COVID-19 odpadlo. Ekipa iz vzhodnega predela Evrope še nikdar ni igrala v Ligi A, odkar je bil vpeljan sistem tekmovanja 2 lig. Precej podoben je bil začetek kot proti Gruziji. V 12. minuti smo imeli kot in naše so se odločile za zanimivo taktiko. Postavile so se na gol-out linijo ter nato tik pred izvajanjem stekle vsaka na svoj položaj. Najvišja v skoku je bila Gerbec. V 22. minuti je Slovenija imela prosti strel z nekaj metrov oddaljenega položaja od črte kazenskega prostora. Izvajala ga je Omerza ter se po prvem srečanju vpisala med strelke še na drugi tekmi. Žoga je poletela čez živi zid in končala ob desni vratnici gruzijske čuvajke mreže. V drugem polčasu je padel še en zadetek. Po predložku z desne strani je imela čas ustaviti žogo Gerbec in s kolena ciljati proti nemočni vratarki. Tri proti nič je bil rezultat ob zadnjem sodniškem žvižgu. O napredovanju je odločal dvoboj z domačinkami. Ekipi sta bili na vrhu lestvice izenačeni s 6 točkami. Tudi gol razliko sta imeli poravnano, a vseeno so imele prednost gostiteljice, saj so dosegle zadetek več kot naše. To je pomenilo, da Slovenija za prvo mesto potrebuje zmago. V prvem polčasu je teklo našim vse kot po planu. Gerbec je v gol spravila predložek z desne. Prostor si je izborila Osolnik, videla nekdanjo klubsko soigralko, v sredini ta pa je s prve natančno ciljala proti golu. Slovenija je nato drago plačala eno redkih, če ne kar edino napako v obrambi. Slaba komunikacija v zadnji liniji je pripeljala Grozdanovo do 100-odstotne priložnosti, napadalka je ni zapravila. Kar nekaj zmede je bilo ob zadnjem sodnikovem žvižgu, ko pa so gostiteljice dobile potrdilo, da so prve v skupini, se je začelo slavje. Našim je ostalo še nekaj možnosti, da se uvrstijo v nadaljevanje kot najboljša druga reprezentanca, a treba je bilo čakati. Potem, ko so bile odigrane vse tekme še v preostalih skupinah, je postalo jasno, da Slovenija ni najboljša drugovrščena reprezentanca in v naslednjem ciklu ne bo igrala v Ligi A, temveč nadaljevala v drugem razredu. Naša dekleta se torej ne vračajo v skupino A, pred leti pa je za mladinke uspešno nastopala Iva Kocjan, danes je v ožjem izboru članske reprezentance. Povabili smo jo na pogovor.
Le igralke z velikim potencialom in pravim delovnim pristopom lahko dobijo priložnost za debi v prvi ženski ligi takoj, ko dopolnijo 16 let. In to ne v katerikoli ekipi, ampak v dresu moštva, ki serijsko osvaja domače naslove. Iva Kocijan je znala zgrabiti za priložnost, ki ji je bila dana. Svoje veščine čuvanja mreže je dokazovala pri Muri, zdaj brani barve Radomelj, za vratarko pa se je izučila pri Mariboru. Ja, v bistvu je taka zanimiva zgodba v ozadju. Najprej sem trenirala v bistvu atletiko, ko sem bila čisto mala. Pol sem pa tam na Maribor taboru videla hokejiste, male, ko so hodili, pa fuzbalere. In me je tako zanimiva bila tista palca in me je to tako navdušilo in sem mami rekla, da če me lahko vpiše k hokeju, da pač nekam se želim vpisati, ali hokej ali nogomet. Ja, tako da je na koncu pol mama odločila, ker je rekla, da me ona ne bo hodila gledati v dvorano na mrzlo na tekme, tako da je rekla, da grem kar k nogometu, tako da me je hitro pol pelala. Mari, malo desno! Desno! V bistvu sem bila na začetku par let igralka, pol smo pa hodili z mlajšimi selekcijami na turnirje in smo tam dobivali pokale in noben pokal ni bil moj. In jaz sem hotela pokal imeti za sebe, tako da sem se pol odločila, da bom bila golmanka, zato ker pač sem videla, da če si najboljši golman med 10, dobiš domov pokal, medtem ko če si igralec najboljši, pač rabiš malo več, mislim, med 50 moraš biti ta najboljši, Tako da sem se pol na tak način zaradi pokalov odločila za golmanko, ker me je to tako prevzelo. V prvi ženski ligi se bliža 70. nastopu. Ob pogledu na njeno statistiko pa izstopajo številke pod rubriko doseženi zadetki. Pri članicah sicer še nima gola, je pa v kadetski ligi v 17 zadela 11krat, nekajkrat tudi v ligi v 15 in v 13. Med temi zadetki je bilo tudi nekaj doseženih proti zdajšnjemu klubu Radomljam. Ja, pri kadetinjah, v ŽNK Mariboru, takrat še sem tam igrala, je bil en trener, Marinko Šarkezi, še zdaj se ga tako dobro spomnim, in je imel eno pravilo, da penale vedno streljajo golmani oziroma vratarji pri njemu. No, tako da takrat sem nabrala kar nekaj golov v parih sezonah. Pa bila sem tudi igralka, par tekem, takrat, ko smo rabili igralke in jih je bilo premalo, eno vratarko smo imeli, tako da sem potem šla malo v igro pa v napad špico igrati. Sodoben nogomet postaja vse hitrejši, tudi vratarke se morajo prilagajati. Njihovo delo ni več le golo varovanje, da žoga ne bi prečkala bele črte, ampak so aktivno vključene v igro. Znanje z nogo, levico in desnico je enako pomembno kot obvladovanje branjenja. Jaz mislim najbolj, da imam prednost, predvsem pri vratarkah, če gledamo ta segment v tehniki z nogo. Zdaj, na čem bi še lahko delala, pa definitivno na vsem, tudi na tehniki z nogo. Tako da glede tega imamo neke prednosti, neke slabosti, ampak definitivno pa imamo ogromno še prostora za napredek. V sezoni 2020-2021 je sledil ekspresen dvojni preskok. Ne le, da je dobila priložnost v državnem prvenstvu in pokalu, ampak tudi v Evropi. Mura je preskočila 2 kvalifikacijska kroga in se uvrstila med 32 najboljših in naposled izpadla proti danski Fortuni Hjørring. Se mi zdi, da takrat smo tudi, mislim, cela ekipa je takrat, Pomurje smo še bile, se mi zdi, da smo bile tako mlade, da se dejansko uspeha, ki smo ga dosegli, nismo dejansko zavedale. Se mi zdi, da mogoče smo se šele par let zatem dejansko začele zavedati, kaj pač je takrat to pomenilo, ta dosežek. Tako da ne bi zdaj rekla, da je bila prisotna neka ful trema, je bilo bolj to navdušenje, pa to navdušenje nad tem izkazovanjem in to. Tako da so pa definitivno to tako lepi spomini, mislim, je ogromni dosežek, tako da ostane za vedno. Ko nosiš dres Mure oziroma v prvih Ivinih letih še Pomurja Beltincev, je skoraj samoumevno, da osvajaš lovorike. Ja, z Muro smo jih kar nekaj osvojile, tako da bi rekla za vsako, da je bila na svoj način posebna. Mogoče se me pa tako najbolj, kjer se tako spomnim, pa tako da mi je najbolj ostala spomina, mogoče je bila tista pokalna tekma na stadionu z Dežele, ko smo igrali proti Ljubljani in smo zmagali. Tako da tisti finale pokala. In ravno, ko se je dobro ustalila med vratnicama pri Muri, se je vodstvo Prekmurk odločilo, da na mesto številke 1 pripeljejo tujo igralko. Iva je naredila nov korak in se preselila v osrčje Slovenije. Od nekdaj že sem pač spremljala in sem videla, kako se dela v tem klubu in me je to ful navdušilo. Predvsem pa tudi to, kako se dela z vratarkami. Poznala sem že prej Bora, njegovo delo, tako da v bistvu me je tako cela zgodba sem popeljala.
predvsem ta odnos do igralk in tako sem enostavno bolj zaradi tega. No. Pri Radomljah so vedeli, da so moštvo okrepili z velikim potencialom, a Iva je prišla v rumenosrčno družino, ko še ni dobro okrevala po poškodbi. Ja, vsaka poškodba za sebe nekaj dobrega prinese, kljub temu, kako je slabo, kljub temu, kako se ti malo življenje tako spremeni za tisti trenutek. Ampak definitivno ti pa vsaka da nekaj dobrega. Tudi meni je pač poškodba prinesla, da sem marsikere druge stvari lahko začela v življenju delati. Tako da sem spoznala tudi ogromno drugih stvari, ogromno imaš časa za sebe, delati na sebi. Več fokusa sem dala na faks, na druge stvari. Tako da v bistvu na koncu spoznaš, da ni samo nogomet tisti v življenju, od katerega si ti lahko živiš. No. Je ogromno drugih stvari, kjer jih lahko delaš. Tako da v takih situacijah spoznaš, da je pomembno, da imaš tudi druge prioritete v življenju, ne samo eno. Izpod taktirke enega nekdanjega reprezentanta Vladimirja Kokola je presedlala k drugemu, Mateju Mavriču Rožiču. V prvi vrsti bi izpostavila to, da je zelo profesionalen. Ima ogromno izkušenj, kar se tudi vidi skozi treninge. In mislim, da se vse igralke od prve do zadnje lahko od njega ogromno naučimo in ogromno znanja povlečemo iz njega. Tako da ja, gre za res kvalitetnega trenerja, ki res zna delati z ekipo in mislim, da imamo ogromno prostora še za napredek, pa ogromno znanja še nam lahko preda in samo slediti moramo. V državnem prvenstvu smo letos priča spremembam v razmerju moči. Ljubljana je postala samozavestna po osvojenem pokalu in kaže, da bo resen kandidat Murinona, če bo le držala tempo. Olimpija je padla iz najboljše četverice, Radomlje pa so konstantne in letos razmišljajo, da ne bi bilo nemogoče, če bi prišle do mesta, kjer še niso bile. Ja, zdaj ni skrivnost, ne skrivamo to, da si želimo definitivno biti med prvima dvema na lestvici, tako da to ne skrivamo. Definitivno možnosti so, tudi zdaj za zadnjo tekmo smo dokazali, česa smo sposobne, da smo sposobne parirati obema najvišjima vodilnima ekipama. Tako da definitivno jaz mislim, da mogoče so neke stvari v zaključku napada, na katerih še lahko nekaj naredimo, ampak definitivno, če bomo punce delale tako, smo delale do zdaj, če bomo sledile temu procesu treninga, ki ga imamo tukaj ponujenega, potem tudi uspeh ne bo zaostal. Od leta 2023 je Iva v ožjem izboru članske reprezentance, potem ko je nastopala tako za kadetsko kot tudi mladinsko. Prve minute še ni zabeležila, a že treningi na reprezentančni ravni so velika čast in priložnost za učenje. Vsak poklic v izbrano vrsto oziroma v reprezentanco je neka potrditev, da delaš nekaj prav, da se na treningih trudiš, tako da jaz mislim, da vsaka punca si to želi. Verjamem, da vsaka, ki igra v slovenski ligi, pa tudi druge, je pač to nek cilj. Tako da ja, definitivno je neka potrditev dobrega dela. Nogometno leto 2026 bo pestro. Reprezentanco čakajo kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, na klubski ravni pa gre Radomljam po načrtih. Pa če gledamo tako nogometno, si definitivno želim, da bomo imeli čim več uspehov, torej klubskih uspehov. Tako da ja, to je tako največja želja. Pa upamo, da bomo temu sledile. Kivi Kocjan se bomo na koncu oddaje še vrnili, sicer je bila vabljena na zadnji reprezentančni zbor, vendar je ostala doma zaradi poškodbe. Članice so odpotovale na Poljsko, zadnja preizkušnja leta. Nov višje rangiran nasprotnik. Na tej točki Sloveniji ni cilj premagovati slabših ekip, ampak se pomiriti proti boljšim. Ja, v petek nas čaka test s Poljsko. Gre za zelo izkušeno in kakovostno ekipo. Bile so tudi na evropskem, ampak to je samo možnost za nas, da pokažemo naše sposobnosti in da tudi mi sodimo v sam vrh. Ja, poljska reprezentanca je zelo robustna reprezentanca, zelo telesno so močne igralke. Vse tri, ki igrajo v mojem klubu, so zelo hitre in zelo dobre na žogi. Tako da ja, jih moramo zelo dobro pokriti, sploh pa Evo Pajer v spredi, ki je res top igralka, ki sem tudi z njo igrala. In to moramo res pokriti dobro.
Prisrčen pozno popoldanski oziroma večerni pozdrav, drage prijateljice in prijatelji reprezentančnega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Polsat Plus Arena v poljskem pristaniškem mestu Gdansk je prizorišče zadnje letošnje preizkušnje slovenske ženske izbrane vrste, ki se bo v pripravljalni tekmi pomerila z domačo reprezentanco Poljske. Kakovostna reprezentanca je reprezentanca Poljske. Letos je prvič v svoji zgodovini nastopila na Evropskem prvenstvu za ženske, osvojila končno 12. mesto. Še enkrat Zara Kramžar, nogometašica Koma. V Italiji zdaj priložnost za naše in obramba Kinge Šemik. Takole Lara Prašnikar v preigravanju in potem tudi udarec, vendar Šemikova je bila pripravljena. Šenjevič samo do Križajeve, potem pa napačno vračanje žoge proti vratarki. To je priložnost za Slovenijo in obramba Šemikove. Žoga se je odbila, to bo kot zdaj tudi za Poljsko. Veliko napako si je tu privoščila branilka Emilija Šimčak. Maja Sternat pa je ni uspela kaznovati. Nekaj nogometašic s precej nizkim številom nastopov za reprezentanco je tudi zraven. Zdaj priložnost in gol. V 17. minuti vodilni zadetek za Poljsko. Dosegla ga je članica münchenskega Bayerna Veronika Zavistovska. Nekaj neizkoriščenih priložnosti, potem pa z prve prave pravzaprav gol za poljsko reprezentanco. In prav rezervistka Gžibovska podaja pred vrata ne preveč natančna, tada Kaja Eržen je bila tam dovolj hitra. Zara Kramžar na koncu z ustrajnostjo do zaključnega strela, to da ostaja 1:0. Izvajalka je številko 21 Paulina Tomasjak. Ne, vendarle ne. Za malenkost prek vrat Adriana Ahčinska je sprožila, poskusila presenetiti Zalo Meršnik, to da ostaja 1:0. Maja Sternat medtem, to je lahko nevarno. Udarec sicer v okvir vrat in potem dobro posredovanje Kinge Šemik. Lepo preigravanje, na to podajo v sredino. Pa priložnost za naše in Lana Golob je bila v priložnosti. To da spet strel v naročje vratarke Šemikove. Omenil sem že v prvem polčasu, da je Lana Golob za Glasgow zadela na zadnji prvenstveni tekmi ob visoki zmagi njenega kluba. Tu pa je tudi merila v okvir vrat, to da ob zmagi proti Genovi z 2:1. Zdaj je nevaren poskus Kramžarjeve v okvir vrat, spet dobro posredovanje Kinge Šemik. Na drugi strani Tomasjak, strel z razdalje, nekoliko se je žoga tudi odbila, tako da Zara Kramžar, krasna poteza, priložnost za Slovenijo. Maja Sternat je zadela, ampak očitno prepovedan položaj. Podaja iz kota, priložnost prav Kajzba je bila pri strelu z glavo, ni Kreziman, Pajor, znova Kreziman, prepušča Sarapati, pa na to udarec razdalje in obramba Sare Nemet.
V tem trenutku pa tudi konec srečanja. Poljska je torej premagala Slovenijo z 1-0. Mislim, da smo lahko zadovoljni kljub porazu. Dokazali smo, da lahko igramo z ekipami, katere pač Poljska je bila na Evropskem prvenstvu, tako da smo dokazali, da se lahko kosamo z najboljšimi ekipami. Res škoda priložnosti, lahko bi tudi v prvem času že zadele in bi se tekma drugače odvijala, ampak mislim, da prijateljska tekma, mislim, lahko dosti odnesemo od tega in lahko smo ponosni na igro danes. Pa mislim, da vsi dobro vemo, kako razmišljamo v tej ekipi, da nikoli, kadar izgubiš tekmo, ne smeš s tem biti zadovoljen, ampak vseeno bi res puncem čestital. Mislim, da smo lahko vsi ponosni na njih, predvsem s tem njihovim pristopom, s to borbo, s to neizprosnostjo, ki jo kažejo na igrišču. Predstava vredna pohvale z obeh strani, ena super tekma, en kup priložnosti in mislim, da vsak, ki je to gledal, je lahko užival ob tej tekmi. Je pa tako, da bomo mogli te naše priložnosti realizirati in ko bo šla kaka še v nasprotnikov gol, potem se bo tudi rezultat začel obračati. Ja, mislim, da je za nami res dobro leto. Napredovali smo res v igri in na vseh področjih. Mislim, pogrešamo poškodovane igralke, res imamo dosti poškodb, ampak smo dokazali tudi danes, da jih lahko nadomestimo, čeprav pač Slovenija je mala in vsaka igralka res dosti prinese in bomo poškodovane igralke zelo pogrešali, ampak mislim, da bomo tudi naslednje leto igrali za njih in upamo, da se čim prej vrnejo. Nestrokovni štab, najbolj pomembno je, da so punci nekaj od tega dobile. Zakaj bi igrali lahke tekme in pač se veselili nekih velikih rezultatov, tako ne bomo napredovali. Mi rabimo te izkušnje, imamo mlado ekipo, mi rabimo igrati take težke tekme, ker potem s tem lahko samo še zrasemo in absolutno je doseglo svoj namen. Slovenija je v letu 2025 odigrala 10 tekem. Med februarjem in junijem je uspešno nastopala v Ligi narodov. Začela je zmago proti Grčiji, nato odmevnimi 3 točkami in rezultatom 4-0 proti Irski. Aprila je tako doma kot na gostovanju padla Turčija in nato še Grčija. Poraz na gostovanju pri Irski ni bil usoden in Slovenija se je prebila v Ligo A. V drugi polovici leta so sledile 4 prijateljske tekme. Na gostovanju pri Avstraliji so Slovenke doživele en poraz in iztržile en remi. Proti Srbiji pred kratkim izgubile z 2-4 in nato še poljsko gostovanje. Na FIFIni lestvici je Slovenija v zadnjem letu napredovala za 1 mesto. Med soboto in četrtkom bo odigran zadnji krog prve lige, sledil bo zimski premor. Derbi za prvo mesto in naslov jesenskega prvaka bo med Muro Nono in Ljubljano. Kirurgija Estetikal Aluminij igra proti ŽN Maribor. Radomlje Medek se bodo soočile Žalcem Trbovljami. Olimpija se bo pomerila s Cerkljami, Krim Hubad pa gosti Primorje Toslo Nutri Cosmetics. Oddajo bomo zaključili še enkrat z Ivo Kocjan in kvizom vratarjev, kateri po njenem mnenju je boljši. Gigi Buffon ali Iker Casillas? Gigi Buffon. Thibaut Courtois ali Manuel Neuer? Manuel Neuer. Jan Oblak ali Samir Handanović? Jan Oblak. Marc-Andre ter Stegen ali David De Gea? Ter Stegen. Ederson ali Gigi Donnarumma? Donnarumma. Robert Sanchez ali Andrej Lunin? Lunin. Mike Maignan ali Alisson Becker? Alisson Becker. Gregor Kobel ali Lucas Chevalier? Nobenega ne poznam iskreno. Vojček Ščešni ali Jan Zomer? Jan Zomer. Peter Čeh ali Edwin van der Sar? Peter Čeh. Okay. Kaj pa najboljša ženska vratarka? Stina Johannes.